Različnost je razstava, ki jo lahko obiskovalci knjižnice Medvode vidijo ob svojem prihodu. Gre za razstavo 5 zelo različnih avtorjev, ki so imeli popolnoma proste roke pri izbiri teme. Ada Trkulja, ki je v fotografijo in film zaljubljena že od otroštva, pri svojih delih vedno poudarja zgodbo, ki jo obiskovalec oblikuje in interpretira sam. Kako težko je bilo izbrati temo in potem tudi same fotografije za razstavo? V bistvu temo sem izbrala kar hitro. Zelo mi je všeč knjiga Živalska farma od Orwella, tako da v bistvu to je referenca tudi na mojo razstavo. Poimenovala sem jo Človeška farma. Izbrala sem portrete živali, ki so največkrat stanujejo na kmetiji, in tako. Kaj pa sicer želite sporočiti, so kar močne fotografije, ostali so si izbrali nekako pokrajino, tukaj je vseeno neka zgodba. Ja, zgodba, pač mi živali, vzgajamo, jih božamo, jih poimenujemo po imenu, ampak na koncu pač jih čaka kruta usoda. Vprašanje je, a bi se v bistvu živali uprle, če bi vedele, kaj jih čaka. Vsak od avtorjev je s fotografijami želel poslati svojevrstno sporočilo ali prikazati ujeti trenutek nekega časa. Vseh 5 avtorjev je že razstavljalo v Medvoški knjižnici. Med njimi tudi Greta Skvarča, ki je svoje 4 fotografije izbrala brez težav. Ni bilo težko izbrati. Takoj sem se odločila za mesto, ki nikoli ne spi, ker mi je fotografija izredno všeč in jo bom postavila v svojo dnevno sobo in podarila svojemu sinu. Potem sem pa razmišljala, kako bi to rdečo nit speljala čez ostale fotografije. Zdaj, ker so tlele 3 ulice, bi bile lahko tudi iz New Yorka, pa niso. Ampak tako, kot sem že prej omenila, je rdeča nit biti na pravem mestu v pravem času. In pri ostalih 3 je to prvo, kar lahko rečem, da sem bila takrat tam, ko je bilo treba pritisniti na fotoaparat, da sprožilec. Tako da, zato sem jih potem izbrala, da sem nekako rdečo nit čez vse 4 fotografije potegnila. Meni so izredno ljube, so v mojem posebnem predalčku in se mi je zdaj ponudila priložnost, ker ravno zato, ker so bile samo 4 na voljo. In te 4 so bile v tem predalčku in ni bilo treba cele serije narediti. Če delaš celo serijo, potem ni tako lahko, moraš pa že imeti neko zalogo ali pa najti neko drugo rdečo nit. No, idealno. Matevž Jekler se je s fotografijo srečal že v rani mladosti, saj se je z njo ljubiteljsko ukvarjal njegov oče. Čeprav v drugačni tehniki nadaljuje po njegovih stopinjah. Najprej se je treba odločiti za temo, bom rekel. Jaz sem se odločil pač za stara mestna jedra, stare stopnišča, razvaline, tako rekoč. Tako da je bilo malo lažje. Pa bi lahko teh 4 izbrali najljubšo ali ima vsaka svojo zgodbo? Načeloma ima vsaka svojo zgodbo, vendar mi je nekako najljubša ta cerkvica stara, to je v mestu Stari Bar v Črni Gori, tako da je krasno mestece, ampak ta mi je nekako najbolj ljuba od vseh 4. Pravi, da je njegova galerija fotografij neskončna in da bi se našlo veliko motivov, ki jim je v določenem obdobju življenja posvetil svoj čas. Njegove fotografije mesta v Črni Gori pa delajo družbo prav posebnim 4 ujetim trenutkom iz mesta Kre, ki je za občino Medvode zelo pomembno, saj smo z njimi pobrateni že od leta 2015. Tja je letos odpotovala tudi Irena Krasnik, ki je ujela nekaj utrinkov. Kaj želite mogoče sporočiti gledalcem, ki pridejo pogledati te vaše fotografije? V bistvu sem jih hotela res predstaviti to naše pobrateno mesto. Kakšen pa je bil za vas mesto Kre izlet tja? Ja, lep, ker jaz imam rada stara mesta, ker so tudi čudovit motiv za fotoaparat, tako da ni bilo nič težko se sprehajati, tudi če je bilo zelo, zelo vroče. Pa sicer, kaj bi še našli v vaši galeriji, če bi pogledali, kaj so še vaši priljubljeni motivi? Zelo priljubljeni motivi so narava,
tu pa tam pa tudi kakšen tak trenuten navdih, kar nekaj slučajno vidim. S tako fotografijo sem tudi zmagala na tem natečaju mednarodnem v mejni stereotipi. Je bil pa posnet pač portret nekega klošarja pred mostom, tako da, ampak to je bil trenutek, sem ga zagledala in sem mogla slikati. Skupaj z ostalimi člani sekcije se je udeležila številnih razstav, imela pa je tudi nekaj samostojnih razstav. Tako kot Peter Slapar, ki je za svojo tematiko izbral vodo. Nekaj morja in jezero lahko vidite na njegovih izbranih fotografijah. Nekako sem se odločil na podlagi, da sem vzel pač novejše, te, ki so nastale v zadnjem času. In kaj vam pomeni morje, fotografiranje morja, narava? Najrajši verjetno fotografirate naravo. Najrajši naravo, oziroma več ali manj slikam samo naravo. Pač, kot sem prej rekel, v različnih tehnikah, makro je zelo zanimiva, je težka tehnika, ker je zelo težko ujeti tisti pravi moment, ogromno je odvisen tudi od opreme. Dobro, oprema ta prava je res kar draga, zato pa vsak malo po svoje improvizira. Tukaj je taka portretiranje teh objektov ob naravi, kar mene najbolj tako veseli, je pa taka splošna, pa pač mislim, da vsak najde nekaj. S fotografijo se ljubiteljsko ukvarja zadnjih nekaj let. Fotografsko razstavo Različnosti v knjižnici Medvode lahko ogledate do 11. novembra.